Lepo pozdravljeni v stoječih novicah. Danes bomo govorili o kolesarjih in kolesarskih poteh. Ne tistih kolesarjih, ki krožijo po središčih mest, ampak tistih kolesarjih, ki jih ob polni črti ne morete prehiteti, ker je vozni pas preozek, levo in desno ob cesti pa lahko med tem opazujete prazne kolesarske poti. In potem vozite lepo počasi, čakate, da bo priložnost, da kolesarja prehitite, medtem ko se vozite v štric in debatirate o kdo ve čem. Če se ob tem morate peljati še skozi krožišče, kjer že tako ali tako niste čisto prepričani, kako in kaj je zadeva še hujša, sploh če je za vami kak nestrpen šofer. Jaz načeloma sicer nimam težav, zelo redko mi kdo trobi. Kombinacija stereotipov o ženski za volanom, blondinki za volanom in celjsko registracijo se v mojem primeru poklopi do te mere, da prej rečejo: joj, glejo revo, saj si ne more pomagati. Včasih se tudi z roko potrkajo po čelo, ampak trobijo pa res zelo redko. Kolesarjenje je sicer zdrav, okolju prijazen in poceni način prevoza. In seveda moramo vozniki avtomobilov in drugih motornih vozil sprejeti kolesarje kot del prometa in se jim prilagoditi. Kolesarji namreč niso zaščiteni z jeklenim oklepom in so tako zelo ranljiva skupina udeležencev. Kolesarji pa za svojo varnost morajo poskrbeti tako, da vozijo tehnično brezhibno kolo, uporabljajo zaščitno kolesarsko čelado, uporabljajo tudi odsevne predmete in luči za boljšo opaznost na cesti, ravnajo previdno in preudarno ter predvidevajo ravnanje drugih udeležencev v prometu. Prilagodijo hitrost še ranljivejšim pešcem, kar sicer ne pomeni, da morajo v eno cingljati. Za svojo varnost in živce drugih udeležencev v prometu pa poskrbijo s tem, da dosledno upoštevajo prometne predpise, med katerimi je tudi vožnja po kolesarski stezi, upoštevanje prednosti, prečkanje ceste na označenih prehodih za pešce, vozijo ob robu vozišča, kjer ni kolesarske steze in podobno. Poučili so me sicer, da za specialke kolesarske poti niso primerne, ampak govorim o tistih, ki z mano vred ne vedo niti, kje se specialka kupi. Je pa treba tudi poudariti, da ni dovolj, da se le slavnostno prereže trak ob odprtju nove kolesarske poti, ampak da se je treba tudi vnaprej ukvarjati z njimi, jih urejati in sanirati. Pa tudi tiste kolesarske steze, ki se kar nekje začnejo in kar nekje končajo, tako pred volitvami, dajmo narediti 100 metrov kolesarske steze. In se zanje zdi, da jih dizajnirajo tisti, ki že vsaj 40 let niso sedeli na biciklu, na tem mestu velja pokritizirati. To je nekaj takega kot digitalno potrdilo na papirju. Ko kaj takšnega vidim, si predstavljam, da sem Pac-Man in zobam neumnosti in tiste, ki se je zakravili. 100 metrov, luknjo, pesek, Pa poglejmo, kaj se dogaja novega na področju kolesarskih povezav. V začetku julija je vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila evropska sredstva za več projektov izgradnje kolesarskih povezav v Sloveniji. Skupna vrednost projektov je 17,7 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,3 milijona evra. Evropska sredstva so bila odobrena za ureditev kolesarskih poti na povezavah Ptuj-Markovci-Gorišnica, Ptuj-Juršinci, Desternik-Ptuj in Kungota-Maribor. Prav tako so bili odobreni projekti regionalnih kolesarskih povezav Novo Mesto-Straža in Črnomelj-Kanižarica. Se opravičujem, če sem to izgovorila narobe. Kolesarske povezave Radlje ob Dravi z naseljem Vas in izvedbe kolesarskih površin v Trbovljah. V občini Kočevje nameravajo do konca prihodnjega leta zgraditi 5,3 km novih kolesarskih povezav, med katerimi bodo nekatere namenjene tudi pešcem, s čimer želijo občane spodbuditi k gibanju in prispevanju k čistejšemu okolju. Naložba je ocenjena na 4,1 milijona evrov, od katerih bo Evropska unija zagotovila 3,2 milijona. Pa to je skoraj milijon na kilometer. Lepo vas prosim, vozite se po njih. Ob kolesarskih poteh pa tudi velja opomniti na primerno obnašanje mimo idočih opazovalcev, da ne bo prišlo do kakih skupinskih padcev,
kot se je zgodilo na prvi etapi kolesarske dirke po Franciji. Ta padec je fantastičnega Rogliča poslal domov. Živela svoboda izražanja in kolesarji na kolesarkah. Manj se jezite in več se smejte in kolesarite previdno.